znova dobrodošli v moji družbi, znova dobrodošli v oddaji Začnimo teden z Lilisorom. Pa je na vrsti že mesec november. Mesec november vemo, da je najbolj duhoven mesec leta. Število 11 je mojstrsko število, prinaša nam višje vibracije, prinaša nam predvsem poostreno intuicijo, več globjih uvidov, prepoznavanj, predvsem pa povezovanja s tistimi deli sebe. S tistim drobnim glaskom, ki je bil nekoč v našem življenju zatrt. Se pravi, morda v času odraščanja, morda ko ste bili otrok, morda v dolgoletni zvezi, kjer niste bili slišani, niste bili upoštevani, niste bili razumljeni, ste bili morda celo zatirani, kritizirani. Morda v službi, morda v prijateljskih odnosih, največkrat pa, dragi moji, smo kar tako zelo mačehovski sami do sebe. Velikokrat ne spregovorimo z ljubeznijo, sočutjem in potrpežljivostjo s tistimi deli sebe, ki so ranjeni oziroma ki so nekoč bili ranjeni. Novembra nam bo to lažje. Število 11 vemo, da je mojstrsko, prinaša nam veliko ogledal, veliko zagona, veliko več razumevanja, višjega namena, nekih dogodkov, razočaranj, izgub, ki smo jih bili deležni. Predvsem pa število 1, ki tvori 11, je specifično. Leto 2026 je seštevek 1, torej je leto 1 in nam prinaša nov začetek. To smo že začeli razlagati. Se pravi, enka je tista, ki simbolizira napredek. Poglejte jo, se spominja na puščico navzgor. Se pravi, v mesecu novembru po eni strani bomo čutili malo več zagona, to se je pričelo že oktobra. Predvsem pa bomo na področju odnosov prepoznavali, s kom gremo skupaj in s kom ne. Novembra bo tudi Merkur retrograden, tako da tole moje zatikanje absolutno pripisujem temu, da že tako močno čutim energije meseca, ki prihajajo, da že kar zdaj malo blebetam. Torej, na področju odnosov se nam obeta globok pogled v obe polovici. Imamo 50% delež, lastniški delež vsakega odnosa, katerega del smo. Naj gre za toksične odnose, naj gre za odnose brezpogojne ljubezni. Mi smo polovica vsakega odnosa. In če zdaj pogledamo 11, 2 enici sta tukaj, 2 posameznika. 1 plus 1 je 2 ali 1 plus 1 je 11. Novembra se bo resnično izkazalo, s kom smo kompatibilni, s kom smo si podobni, kateri odnosi nas krepijo, kateri nas črpajo. S katerimi ljudmi pravzaprav nekako, imamo enake prioritete, enak pogled na svet, enako smer v življenju. Mogoče nam ni vsem, ali pa obema, bom zdaj tako rekla, všeč čisti šport, ampak sta rada oba športno aktivna. Morda ne marata ravno iste vrste krompirja ali makaronov in špagetov, ampak imata rada enako hrano. Spravi, jaz mislim, da se bo marsikaj pokazalo v pravi luči, marsikdo pokazal v pravi luči, marsikdo pa nam bo prinesel pravzaprav ogledalo. Marsikatera izkušnja, izmenjava mnenj, situacija, marsikateri odnos, predvsem tisti odnosi, ki bodo kar naenkrat butnili v naše življenje v mesecu novembru, so pravzaprav ogledalo. Prinašajo nam neko resnico. Ni nujno, da je ta resnica kritika. Tudi ni nujno, da je ta resnica naša. Jaz velikokrat ponavljam, da se ne strinjam s trditvijo, da prikličemo zgolj to, kar smo, kajti v tem primeru, če damo ekstremen primer, serijski morilci bi se v enem vikendu potolkli med seboj. Se pravi, s kom pravzaprav? Drugače bom začela. Kateri izmed vaših odnosov spominja na to, kot da bi imeli odnos s serijskim morilcem? Se pravi, ste utrujeni, ste razdraženi, s to osebo nekako ne greste skupaj, ampak se še kar nekako držite. Torej, jaz mislim, da mesec november prinaša veliko razčiščevanja, veliko resnic, veliko ogledal, predvsem pa, kot smo rekli, 1 plus 1 je lahko 2, je lahko čudovito sožitje, harmonija, skupna pot ali 11. Ko pravzaprav spominja na tračnici vlaka, ki nekako vodita v isti smeri, ampak srečata se pa nikoli. Velikokrat začnemo živeti en mimo drugega, se razvijati v različnih smerih, napredovati z različno hitrostjo in s tem ni nič narobe.
Narobe pa je, da aktivno ne iščemo ljudi in ne negujemo tistih odnosov, ki so za nas dobri. Se pravi, ne preveč samoumevno jemati pa tiste, ki vas krepijo, ki vas imajo radi in ki so vedno tam za vas. Če je mesec november duhoven mesec, potem bo tokrat poudarek na poslanstvu. Kaj je višji namen vseh stvari, ki se nam dogajajo, in kaj je višji namen vas? Kaj je bilo prvo, kar mi je prišlo na misel? Kaj bi vi rekli, da je vaše poslanstvo? Jaz to imenujem naše darilo človeštvu, to je energija, ki jo mi oddajamo, to je naše darilo naši okolici. Kaj je tisto, kar bi vi definirali kot svojo nalogo, svoje poslanstvo, svoj namen, svoj višji, najvišji, najbolj duhoven, najbolj razsvetljen, če želite, namen? Numerologija vam tukaj lahko zelo pomaga. Ali ste vedeli, da pravzaprav seštevek vrednosti črk našega imena in priimka se imenuje število duše, ki razkriva naše poslanstvo. Spodaj imate povezavo, v preteklih oddajah, v prispevkih sem že razlagala, kako izračunamo število duše in kaj to pomeni. Preberite si kratek opis za sebe, za svoje najdražje, tudi za tiste, ki vam grejo morda na živce. Če pa je to premalo, vabljeni, na voljo vam je osebno svetovanje in coaching, kot pa tudi krajša analiza za tisto prvo radovednost, da potešite svoje vprašanja, kje pa morda je treba stvari samo malo drugače naglihati. In tega bo veliko novembra. Duhovnega recentriranja, duhovnega pogleda na svet, malo bolj duhovnega razmišljanja, s kom smo pravzaprav kompatibilni, s katerimi koncepti, s katerimi ljudmi, s katero službo, s katerimi navadami, s katerim življenjem. Kakšne so naše prioritete, ali jih resnično živimo? Na področju zdravja bom rekla, umirjajmo svoj živčni sistem. Umirjajmo sebe, kontrolirajmo, koliko informacij in kakšne kvalitete informacije absorbiramo, s čim hranimo svoj Kako preživljamo svoje večere? So to akcijski filmi s pobijanjem ali so to kvalitetni dokumentarci? Kaj pravzaprav počnemo v resnici, da bi svoj in svoj duh kvalitetno nahranili, negovali, okrepili? No in verjamem, da nas zelo zanimajo tudi finance in obilje. Ja, gremo vse bližje letu 2026, ki prinaša napredek, ki prinaša spremembe, ki prinaša korak naprej. Tudi kar se tiče financ, razmišljajte dolgoročno, se pravi, ne zapraviti nekontrolirane količine denarja, čeprav gre za majhne zneske, se vsi vemo, rečemo 1 evro, pa 5 evrov, pa 6 evrov, pa 10 evrov, pa kar naenkrat je to potem 200. Se pravi, imeti nadzor nad svojo energijo in nad svojim obiljem, nad tem, v kaj pravzaprav svojo energijo, svojo pozornost, pa tudi svoj denar dejansko vlagate. Se pravi, biti čuječi, biti vi tisti, ki odločate, ali je resnično potrebno, ali gre zgolj za trenutni navdih. 11. je zanimiva. 11. nas spodbuja, da iščemo srednjo pot. Se pravi, če rečemo, da v življenju včasih smo v precepu, ko ne vemo, ali bi šli levo ali bi šli desno. Dajmo malo dati pod mikroskop zdaj tole izjavo. Ne vem. Tega moram reči, da sem letos zelo veliko slišala od vas. Mnogi mi potarnate, da ne veste več, kako naprej, ne veste, kaj bi sploh radi, ne veste, kdo pravzaprav ste, ne veste, kako se obrniti. Velikokrat ne vem, pravzaprav pomeni vem, da ne. In mnogi pravzaprav ste na točki, ko veste, da ne želite več tako naprej, kam naprej točno, pa še ni jasno. Naj vas potolažim, da bliže, kot bomo leto 2026, bolj nam bo to jasno, bolj nas bodo energije končno podpirale v smeri napredka. Nam pa polagam na srce, ne dirjajte nikamor. Še cel november, še cel december sta pred nami. Tudi sama že veliko omenjam leto 2026, tudi že pripravljamo intervjuje in prispevke v medijih za vas. Jaz pa vedno namenim eno oddajo primernemu zaključku leta. Se mi zdi, tudi jaz, divjamo naprej. Tam sredi meseca že gledamo, kaj nam naslednji mesec prinaša. V petek že beremo, kaj bo v ponedeljek. Dajmo biti tukaj in sedaj. 2026 bo leto
inovativnosti. Strašno nehvaležno je zdaj predvidevati, kaj vse nam bo prineslo. Ampak definitivno bi naše življenje moralo biti lažje, dokler smo proaktivni, dokler smo samozavestni, dokler sedimo sebi. Torej, dragi moji, bodite tukaj in zdaj in najprej zaključite 2025, ki pravzaprav v ospredje postavlja preteklost. In mesec november, če bi ga povzeli z enim stavkom, bomo rekli v letošnjem letu, prinaša zdravljenje preko resnice, preko iskrenosti. To pomeni, da bodo maske padale, to pomeni, da bomo imeli malo več jasnosti. Ja, Merkur je retrograden, absolutno bomo neke stvari drugače skupaj sestavljali. Mogoče bomo dobili neke informacije, uvide, pogovore, priložnosti za boljše razumevanje nečesa iz preteklosti. Morda bomo zdaj razumeli, zakaj ni šlo, morda bomo razumeli, zakaj je šlo, predvsem pa bomo bolj razumeli sebe. Bodite brutalno iskreni do sebe. Mogoče pa zdaj ni bistvenega pomena, da se imamo brezpogojno radi in imamo druge brezpogojno radi in dovoljujemo, da hodijo po nas. Morda je ključnega pomena, da brezpogojno zaupamo v sebe. Rodili ste se s posebnim namenom. Tukaj ste kot unikat. Pa negujte sebe kot dragocenost, kot nenadomestljiv in neponovljiv delček vesolja. Dragi moji, november bo mesec, ki nas bo nekako predramil, ki nas bo spodbujal, da stvari pogledamo z druge strani. Se pravi, vsaka zgodba ima vsaj dve plati. Če se dotaknemo še duhovnega aspekta, prisluhnite sebi, svoji intuiciji. Poslušajte svoje sanje, poslušajte svoje telo. Lažje boste dostopali do vsega tega, kar je zakopano v vas. Lažje boste slišali vodstvo svojega višjega jaza, svoje duše, vaših vodnikov. Povezujte se s tistim, kar vi dojemate kot božansko. Dajmo se ne obešati na definicije, a temu rečemo vesolje, a temu rečemo višji jaz, a temu rečemo Bog, a temu rečemo božanstvo. Dajmo pravzaprav postaviti svoje definicije sebe. In, dragi moji, prišel čas, da naredimo še pregled od 1 do 9, se pravi, seštejte svoj rojstni datum do ene same številke. To je naše število življenjske poti, drage naše enice. Drage enke, to bo čas, v katerem resnično je pomembno, da negujete tiste dele sebe, ki so morda ranjeni, ki jih vi dojemate kot šibke, in tiste trenutke, ko niste bili najbolj top. Tiste trenutke, ko niste bili močni, ko niste bili hitri, ko niste bili efektivni. Obdaja vas energija resnično bujne domišljije, kreativnosti, ustvarjanja. Zato zaprite tista poglavja, ki bolijo, tista poglavja, ki vas spominjajo na razočaranje in na izgubo. Zaprite. Nikomur niste v resnici dolžni ničesar. Le sebi. Zveni sebično, vem. Ampak če boste rano polivali s kislino, se ne morete čuditi, da se ne zapre. Torej, zaprite tista vrata, odnose, navade, projekte, ki ne vodijo vas v neki lepi, dobri, novi smeri. Torej, drage moje enke, zdaj je čas, da prisluhnete sebi, da ustvarjate, da kreirate, da ste inovativne, da ste kreativne in da ste predvsem optimistično in pozitivno naravnane. Tako da nasmeh na obraz in novim zmagam naproti. Drage moje dvojke, ja, mesec sprememb, po drugi strani pa mesec obujanja spomina. Izbirajte tiste poti, ki znotraj vas prebujajo občutek miru, ki znotraj vas prebujajo občutek varnosti. Zdaj je čas, da strukturirate svoje življenje, zdaj je čas, da nekako gradnike svojega življenja okrepite. Zdravje, finance, počutje, vaše navade, kakšne so, odnosi katerih del, kakšni so. Jaz vem, drage moje dvojke, da ste zelo senzibilne za tujo stisko, tujo, bom rekla, bolečino. Zdaj bodite senzibilne za svojo.
predvsem 2., 11. in 22. v mesecu, si namerno vzemite čas za to, da poslušate sebe, da poslušate tiste dele vas, ki jih je strah, tiste klaske, ki dvomijo, tisti del vas, pa tudi pogovorov, odnosov, ki so vas dajali v nič. Vi niste nič. Vi ste izjemno dober prijatelj, prijateljica, sopotnik na poti drugih. Zdaj pa bodite končno dober, sočuten, strpen, prijazen, sopotnik tudi sami sebi na svoji poti. Drage moje trojke, torej, vas bo pa guncalo levo desno. Letošnji november je za vas čas, da pokukate absolutno ven preko svoje cone obdobja, ven iz one škatle, v kateri razmišljate, predvsem pa, da svoje dneve malo bolj eksotično obarvate. Izvrsten čas za krajše izlete, za raziskovanje, predvsem pa zato, da se stvari lotevate drugače. Zdaj pa, drage moje trojke, jaz vem, da imate vi bojne domišljijo, jaz vem, da ste domiselne, da ste inovativne, jaz vem, da rade kreirate, jaz vem, da ste barvite, jaz vem, da znate biti včasih tudi malo dramatične, ampak november bo zdaj mesec, v katerem dejansko vam bo lažje ločiti seme od plevela. Se pravi, kateri odnosi, navade, projekti, deli vas so tisti, ki pravzaprav vas nekako zavirajo. Kje se bo pojavila vse večja potreba po spremembi, po svobodi in predvsem po temu, da ste vi. Se pravi, kateri ljudje vas vedno znova omejujejo, kritizirajo, ne razumejo, koga se morda celo bojite in kje sami sebe zavirate. Vse to boste lažje prepoznali novembra. In bistvo tega je, da postavite sebe na bolj dragoceno mesto v svojem življenju. Bolj eksotično, da ste bolj drzni in da ste predvsem bolj vi. Drage moje štirke, štirkice moje, to pa bo mesec ljubezni, romantike, ljubezni tudi do sebe. Pravi, drage moje štirke, takole. Odnosi bodo v prvi liniji. Kateri odnosi vas krepijo? Na koga ste pa navajeni? Kaj vam resnično daje občutek varnosti in kaj občutek navajenosti in tega, da poznate to, kar imate. Vem, da nas velikokrat zavede pregovor, bolje vrabec v roki kot golob na strehi, ampak kam pa ne golob pride, če imate vrabca v rokah? Kam naj dobro pride, če se oklepate starega? Kaj je potrebno spustiti, ljube moje štirke, zato da bi imeli sebe rajši, zato da bi imeli bolj izpolnjujoče življenje, čeprav bo vmes mogoče nekaj praznine. Ne se bati vmesne faze, ne se oklepati ničesar. Glejte, kaj vse je veljalo 30-40 let nazaj, pa danes vemo, da ni res. Kako zelo se je naše življenje spremenilo. Zdaj je čas, da odprete vrata, okna, line, šine, oči, novim možnostim, priložnostim, predvsem pa, drage moje štirke, ljubezni do sebe, ljubečim izbiram za vas. Tudi bo mogoče treba sprvo malo stisniti zobe. Drage moje petke, za vas bo zelo, zelo duhoven mesec, predvsem pa bo resnica dobesedno udarila. Nočem reči, da si zatiskate oči, nočem reči, da niste resnicoljubni, ne me narobe razumeti, ampak, drage moje petke, veste hitre, veste dinamične, danes tu, jutri tam in včasih, seveda sebe vedno vzamete s seboj, ampak sem ter tja delček prtljage bi tako malo zgubili, hodeljaka vas kar nekako najde. Se pravi, november bo čas, v katerem bo resnično retrospekcija tista, ki bo v ospredju. Deležni boste ogledali, deležni boste uvideli, deležni pa boste tudi razumevanja vaše podzavesti. Zakaj določene stvari počnete tako, kot počnete? Katere odločitve so resnično odločitve miru, izbire miru, odnosi, navade, služba in tako naprej. Iz območja miru in moči in kaj pravzaprav je vzorec bega. Drage moje petke, roko na srce, včasih rade švignete stran, ko nekaj zaboli, novembra imate izvrstno priložnost tiste stvari, ki so zaslužne za bolečino, spremeniti
da se leta ne bo ponavljala. Izvrsten mesec za učenje, za duhovno rast, za branje knjig, za delavnice, za meditacije, za čas v naravi, predvsem pa zato, da prisluhnete, kaj pravzaprav je resnica o vas. Drage moje šestice, zanimiv mesec opolnomočenja, podjetnosti, odločnosti. Zdaj pa je prišel čas, da tudi ve, usekate po mizi tam, kjer je potrebno. Bodite podjetne, bodite odločne, bodite pa predvsem sebi zveste. Dragi moji šestki, velikokrat postavljate na prvo mesto druge osebe, dom, družino, mir, umirjenost. Kako bi življenje izgledalo, če bi bilo popolnoma vse možno? Ni slabo vprašanje, veste, zveni tako malo zlajneno, a ne velikokrat, kaj preberemo. Kolikokrat pa se ga v resnici vprašamo? Če bi bilo vse možno in mogoče ne bi bilo nujno potrebno, da so iste osebe sestavni del vašega življenja, kako bi vaše življenje izgledalo? Kako imate lahko več ljudi okrog sebe, ki vas razumejo, ki so enako čustveni, sočutni, materinski, zaščitniški kot vi, torej tudi do vas, ne samo do sebe. Razkrili se bodo toksični odnosi, razkrile se bodo osebe, ki se družijo z vami samo zato, ker imajo korist, predvsem pa se bo razkrilo, ki vi sami sebe zatirate. Torej, drage moje šestice, verjemite v sebe, bodite odločne in potegnite črto in zapustite tiste situacije, ki za vas niso dobre. Drage moje sedmice, ja, malo se bosta kregala srček, pa glava, pa še kaj drugega v vašem življenju. No, november bo absolutno čas, v katerem bo več jasnosti, več razumevanja, več čustvenosti, več mogoče tudi potrebe po zaključevanju, zdravljenju, razumevanju in predvsem prestrukturiranju vaših prioritet v življenju. Tak občutek imam, veste, kot da je končno prišel čas, da ponošene čevlje, ki že razpadajo in so vam posledično preveliki, ohlapni, ne več udobni, odložite. Pride trenutek, ko tudi cona udobja ni več udobna, pride trenutek, v katerem se nehamo pretvarjati, da je vse v redu, pride trenutek, ko pravzaprav si priznamo, da si nečesa ne želimo več. In veste, izjemno v stiku same seboj. Sedmice imate zelo močno razvito intuicijo, zelo rade raziskujete globine, zelo rade analizirate. Morda bi se samo usedle in sedele same seboj, svojo energijo, svojimi občutki, svojo preteklostjo in pregledali, česa si želite več, česa manj, česa pa pravzaprav zgolj na drugačen, bolj zrel način. Vzemite si čas za sebe in predvsem za zdravljenje vaše podzavesti in ustvarili boste mnogo bolj prijetno prihodnost. Drage moje osmice, novi začetki, več energije, več inovativnosti, tudi malo zavetavosti. Naj se vam nikamor ne mudi, drage moje osemke. Drage moje osemke, odločne osebe ste, dobro organizirane osebe ste, zdaj je čas, da si postavite strukturo za prihodnost. Čemu več energije, čemu manj, kaj deluje, kaj ne. Bodite neusmiljeni tudi do sebe, kje ste pa morda površni, kje pa morda se vam preveč mudi, kje pa morda pravzaprav ujčkate postano pogreto župico, ki tudi več ne bo v redu, ker se je že napol skisala. Kje se vam zatika? Drage moje osmice, prihajate v obdobje, ko boste lažje načrtovali dolgoročno, nekako se veste, kakšen občutek dobivam? Kot čebula, ki se lupi. Določene plasti, ovire, zavore se lupijo z vas. Se pravi, drage moje osemke, absolutno čas za vaš novi jaz, absolutno čas za dvig vašega duhovnega bistva, za dvig vas kot osebe, za več odločnosti, za več poguma, za prvi korak naprej. Pravzaprav, drage moje osmice, to je čas, v katerem je prav, edino pravilno, da zasijete z vso svojo polno močjo, sposobnostjo na polno in tako inspirirate okolico in je nekako potegnete za seboj. In še, drage devetke, čas zdravljenja, pa tudi čas, ko vi zdravite druge. Pravzaprav obdobje, v katerem boste mnogim pomagali z nasvetom,
Obdobje, v katerem naj bi se pojavile osebe, ki bi tudi vam lahko stale ob strani na drugačen, nenavaden način, ne vsakdanji način za vas. Torej, drage moje devetke, obdobje, v katerem se odprite drugačnim pristopom, drugačnim ljudem, druge plati zgodbe. Če rečemo, da ste vi zelo sočutne, da gledate na svet globalno, da razumete globoko, pravo, pristno povezanost med nami. Kaj je torej namen tistih, ki te čudovite niti trgajo? Kaj je njihov namen? In kdaj morda ve, drage moje devetke, ne pretrgate tiste niti, ki za vas niso dobre. Drage moje devetke, november bo čas, v katerem se osredotočite na svoje odnose, komu dajete preveč energije, preveč priložnosti, ponovnih možnosti, kje pa morda resnično je prišel čas, da rečete, zdaj pa je dovolj. Zdaj pa je čas zame, zdaj pa je čas za drugačen začetek, za drugačno realnost, za drugačno preprosto mene. Mnogim ste pomagali in še boste pomagali, zdaj pa postavite preprosto sebe, draga moja devetke, na pozicijo nekoga, ki si zasluži zdravljenje. Ne mi, da je narobe razumeti, nočem reči, da se po 4 vlečete po tleh in ste na robu, ne vemo, bupa, sploh ne. Ampak dajte investirati energijo, ljubezen in čas tudi vase. Dragi moji, naj bo november resnično čas namenjen višjemu namenu v življenju. Naj bo namenjen nam kot mojstru. Naj bo namenjen nam kot nekomu, ki je poseben.